Kaj je Slovencu sploh tako všeč na tem avtomobilu? Očitno oblika in solidna cena, pa velikost. Ta je zelo pomembna, v bistvu majhnost, ker si vsakdo ne more in ne želi privoščiti velikega potratnega avtomobila, tale pa je dosegljiv praktično vsakomur. Osnovni stane krepko pod 20 tisoč evrov, tale pa je zaradi bogate opreme in varčnega motorja, kot že prej rečeno, precej dražji. Oblika pritegne, kolesa so velika, tele LED luči tudi zelo prepoznavne, prostora pa v bistvu sploh ni tako malo. Prav prijetno je znotraj. Sedi se malo više kot pri običajnih avtomobilih, kar je skoraj najpomembnejši razlog za nakup, tudi izdelava se zdi dobra. Čeprav pri tej moki, ki je čisto nova, občasno ne delajo tele lučke na klimi. Ne vem, mogoče pa kriv mraz, ker je zunaj minus 18 stopinj. Jasno je, da se malo kdo vozi po neurejenih cestah, moka pa se bo še toliko manj. Tale ima le sprednji pogon, pa nima posebnih težav niti v takšnih zimskih razmerah, tako kot vsi avtomobili, ki imajo dobre zimske gume. Če se veliko vozite po snegu, pa si le omislite takšno s pogonom na vsa 4 kolesa, da boste bolj varno speljevali ali si skopali iz kakšnega snega. Ima pa vseeno zelo uporabno pomoč za spuščanje po kakšnem spolzkem poledenelem klancu, ko avto sam zavira, vi le vrtite volan. Kot sem rekel na začetku, je tole različica EcoFlex, kar pri Oplu pomeni, da je najvarčnejša v ponudbi. In tudi je, no, še kar, na poti do sem je računalnik pokazal poprečno porabo 4,7 litra, no v resnici pa je porabil 5,5 litra na 100 km. Ja, so lahko sankali dol. Se pa pozna, da je dizelski motor v osnovi že malo star, ker je zelo glasen, pa tudi pri nizkih vrtljajih je malo neodločen, če močneje pohodite plin. Sicer se pusti voziti z nizkimi vrtljaji, ker je prilagojen varčni vožnji, menjalnik pa ima 6 prestav, da boste lahko vedno izbirali pravo. Ampak, če me motor ni navdušil, so me toliko bolj vozne lastnosti. Tiste dinamične v bistvu. Tukaj v ovinkih se prav lepo obnaša, pozna se, da je avtomobil res narejen za urejene ceste. Tudi občutek na volanu je dober, vodljivost takšna, kot si želite. Dobra trakcija ni dobra, ker se kolesi spredaj radi vrtita v prazno, ampak gre čisto lepo, če ne pretiravate. Slabše pa se seveda odreže na slabših cestah, kjer praktično noben SUV ni udoben, sploh takšni s prevelikimi kolesi ne. In čeprav vam bom vedno rekel, da si raje kupite nižji avto, ker bo cenejši za vzdrževanje in ker se boste bolje peljali, moram priznati, da je Opel naredil velik napredek. Če je bila Antara, ko je prišla ven med slabšimi v razredu, pa je Moka zdaj med boljšimi. No, če bi imel